Eno izmed 12 tekem prvega kroga slovenskega nogometnega pokala sta v Beltinškem športnem parku odigrala lanski prvak tretje slovenske nogometne lige Vzhod ter novi prvoligaš Aluminij, ki je konec tedna prišel do svoje prve zmage v letošnji sezoni. No, do prve priložnosti na tekmi pa so prišli nogometaši Beltinec prek nekdanjega nogometaša Veržeja Mitje Mauka, ki je zapravil izjemno priložnost, potem ko je zatresel zgolj zunanji del mreže. Nato so pobudo prevzeli nogometaši Aluminija. Bizjak je žogo podal v srce kazenskega prostora, kjer je Francesco Tahiraj sicer že premagal vratarja Vrša, a je na golovi črti žogo rešil kapetan Zlatar. Za novo priložnost nogometašev Skidričevega je spet poskrbel Bizjak, ki je odlično podal do Žiga Škofleka, slednji pa je zapravil eno izmed svojih številnih lepih priložnosti. Nato pa je sledila druga in kot se je na koncu izkazalo še zadnja priložnost za Beltinčarje, ki so prek Kristla imeli priložnost, da povedejo, a se je izkazal tudi gostujoči vratar Kristjan Lipovac, ki se je vrnil v začetno enajsterico, potem ko je zadnje tekme branil sicer Luka Janžekovič. Priložnosti Aluminija so se do konca vrstile, videli ste poizkus Bizjaka v 40 minuti, v 43 pa je padel zadetek. Na svoji drugi tekmi v dresu Aluminija je tako Milan Kocič prišel mimo Škaperja, nato podal žogo v kazenski prostor, a je slednja končala pod stičiščem vratnice in prečke. Na drugi tekmi v dresu Aluminija je nogometaš velenjskega Rudarja, ki je zanj igral še v lanski sezoni, takole z odlično podajo na koncu premagal vratarja Vrša in poskrbel, da je Aluminij na odmor odšel z zadetkom prednosti. No, skorajda 2 zadetka prednosti pa bi lahko imeli nogometaši Skidričevega, če bi Žiga Škoflek izkoristil takole eno izmed svojih številnih priložnosti, a tudi ta je šla mimo. Drugi polčas se je začel precej bolj mirno, priložnosti pa so se začele nizati šele ob koncu srečanja. Najprej prvi poizkus v 79 minuti srečanja. Vratar Vrš je moral posredovati tudi v 82 minuti srečanja, ko je najprej takole ubranil strel iz bližine, potem pa je Žiga Škoflek zapravil še eno izmed svojih številnih priložnosti. V 86 minuti srečanja je na sceno stopil kapetan Karljanović, ki je bil junak prve zmage Aluminija v novi sezoni prve lige s asistenco in zadetkom, a je tokrat meril mimo gola. No, v 87 minuti srečanja pa so nogometaši Aluminija vendarle prišli do zmage. Rezervist Kramer je podal žogo pred kazenski prostor, tam je poizkušal žogo izbiti Škaper, do žoge je prišel Žiga Škoflek in vendarle izkoristil eno izmed svojih številnih priložnosti in poskrbel za drugi zadetek Aluminija, kar se je na koncu izkazalo, da je bil tudi končni rezultat. Aluminij je tako kot preostala deveterica prvoligašev napredoval v drugi krog slovenskega nogometnega pokala. Sicer pa so do konca srečanja nogometaši Skidričevega prek Matica Vrbanca zatresli še prečko, a je ostalo pri končnem rezultatu v Beltinškem športnem parku Beltinci Aluminij končnih 0:2.